V Slovenski Bistrici se danes začenjajo že 24. podobe bistriških domačij. Več o tem, kaj se bo dogajalo na prireditvi, nam je povedal Tomaž Repnik, predsednik organizacijskega odbora in direktor Razvojno-informacijskega centra Slovenska Bistrica. Letošnje leto je bilo nasploh posebno, to vemo, posledično so seveda tudi organizacije podobnih dogodkov razmeram prilagojene. Dejansko to pomeni, da smo praktično sproti seveda spremljali vsa obvestila, vsa navodila, vse uredbe, kar se tiče izvedbe javnih dogodkov, posebej nenazadnje s poudarkom zagotavljanja epidemiološke varnosti, povedano povsem po domače, zagotavljanje pogoja PCT, ki je zdaj nekako postal kar na podobnih prireditvah obvezna sestavina dogajanja, oziroma obvezen pogoj za vstop na prireditev. Kljub temu je program praktično neokrnjen, če ga primerjamo s prejšnjimi leti. Drži, kot ste omenili, program letos v primerjavi s prejšnjimi izvedbami podob postaja praktično nespremenjen. Bistvena razlika letos je, da ne bo izvedenih iger turističnih društev in da ne bo samostojnega vinsko-kulinaričnega večera. Se pa kljub temu v petek odvija strokovni posvet. V petek in v soboto bo potekala tudi razstava nagrajenih kruhov potic in ognjičnih potic. V petek se prične festival keramike Keramik Art. Posebej pester dan pa je sobota, ko se poleg že klasične sobotne grajske tržnice na parkirišču pred Korozejem odvijajo predstavitve turističnih društev, predstavili se bodo lokalni vinarji, nagrajene kruhe, potice in druge dobrote bo možno kupiti. Dan odprtih vrat bodo imeli starodobniki AMK Klasik, dan odprtih vrat bo nenazadnje imel tudi čebelarski center. Na relaciji med prizoriščem bistriških podob, se pravi na območju Bistriškega gradu in čebelarskim centrom, bo posebej za to priložnost organiziran brezplačen prevoz z električnim avtobusom. Na rokodelskem festivalu se bodo predstavili rokodelci ne samo iz Slovenske Bistrice, ampak tudi širše iz Slovenije, tako da dejansko bo pestro dogajanje in vsi iz bližnjih koncev in tudi iz širše okolice vljudno vabljeni, prepričani smo, da se bo za vsakega našlo kaj zanimivega. Naj pa ob tej priložnosti vendarle omenim, kot že na začetku, še v tem vabilu, pogoj za vstop na prireditev je izpolnjevanje pogojev PCT, se pa jutri tudi posebej za to priložnost med 8. in 11. uro organizira izvajanje hitrih antigenskih testov, tako da tisti, ki morda tega potrdila še nimajo odprej, ga lahko neposredno pred samim vstopom na prireditev tudi pridobijo.